Jaka Iskra, Igor pa z mano zdravo. Živijo, pozdravljeni. Zanimiv dvojec, ime združeno izvajenih imen? Ja, težko si en originalen ime za band zmisliti, pa so pa nekaj časa so se matrala, pa se rekla, bo pa to zdaj. To je to. Tako da ste sedaj popolnoma enakovredna. Ja, probava biti, ne, sam ste veš, en je bolj enakovreden za ene stvari, en pa za druge. Oziroma dober v nečem, tako da nekako zbalansirava, no. Se mi zdi, da pol ta ime tudi nekako kar paše, no, da je pol. Oba imata že dolgo glasbeno zgodovino, sedaj sta skupaj kot duet, kako to? Pa v bistvu nekako so te, da tako rečem, glasbene najne projekte so malo zastavili v zadnjih letih zaradi osebnih in ostalih razlogov in pol valjda bi pa še zmeraj rada igrala, pa ustvarjala, se nekako skup dobila in kakor nama rata, no, mogoče malo prepočasno ustvarjala nove stvari, pa to je zdaj nekako prvi komad, ki je rato, no, tako da imamo pa še ostalih, imajo pa še kar nekaj upati, no, tako da. Glede na vajno zgodovino pa skupino, v kateri sta igrala, delata sedaj popolnoma drugačen glasbeni žanr. Ja, to drži, to, ker je zdaj dosti bolj elektronsk, mislim, sej ni izključno, zdaj niso se zdaj odločili, da bo zdaj točno tako sceno furala, pa tako zvrst, tako da tako je nekako zdaj ratal, nekako malo želja tudi mogoče kaj bolj akustično, pa seveda tudi se da to v živo tudi nastopati, ker zdaj še nismo glih na tem, tako da ja, bomo videli, kam bo šlo, no, ampak trenutno ni čisto podobna muzika tako tem bandom, ki so bila mi prej, ampak ima pa neke elemente, ne, ta Burgerjev jakin vokal, ta grungerski, pa neke te stvari, ki so nama všeč, te, kaj se vem, rokovske kitare in take stvari, mislim, da je malo teh vplivov vzadno. Ampak v tem komadu s temi elektronskimi bobni pa malo več sintov, mogoče to ne prije toliko do izraza, no. Ujet je naslov vajine prve skladbe. Ujet kje? To je pa, kaj pa vem, no. Zdaj vsak ne zase pove, ampak jaz mislim, da smo vsi, pa lahko zase govori malo ujet v svoji glavi, pa tudi v kakšnih rutinah, ki bi jih radi razbil, no. Zdaj in tale sam naslov mogoče nima toliko veze, kakor samim besedilom, ampak se nekako poklopal bolj s tem spotom, no. Če tako povem, ki je v bistvu se malo bolj navezuje na to zgodbo, ampak ne vem, kakor se vsak vidno. Besedil je pa v resnici tako malo bolj, ko je nastajal, je šlo malo čez enih verzij, ampak v bistvu je neke sorte posvetilo, v bistvu je takrat sem še bil, so soproga bila še pričakovanje otroka in sicer mogoče to malo preveč morbidno deluje, ker resnici ni to grozen, ampak nekako sem razmišljal v prihodnosti in sem si mislil, ko mene, če me kdaj več ne bo, da naj pač to je sestavni del življenja in pač naj bo oseba, kdorkoli se že bo happy in pač uživaš in greš dalje, no, to je v bistvu glavni point tega besedila, no, pa nekako komada, ampak je pa neka zmes vseh teh informacij, da tako rečem, in ujet, in besedilo, in muzika, in spot, no, tako nekako. Bi lahko bilo mogoče malo bolj uniformno, ampak tako nekako je ratalo. Nenazadnje je tudi glavni junak spota na nekak način ujet. Ja, vse to je bila ideja, no, ker je bil pač ta naslov je nekako stal in potem sta Katja Preden pa Domen Lušin, ki sta režiserka pa direktor fotografije, sem nekako prišla z idejo, kaj bi lahko naredila, ne, in v bistvu smo potem glede na možnosti in opcije, meni je bila všeč ideja, pa Jaki tudi in smo pač to sprovedala, ne, in je govori o nekem človeku, ki je ujet v svoji glavi, v neki rutini in tudi v nekem prostoru, a ne, in zares in morda tudi metaforično, no, tako da je vratu ful dober spot, ta mlada ekipa teh ustvarjalcev, ki nama je pomagali in ustvarila spot, so bili res super, no, tako da upam, da bomo še kaj ustvarili. Osnova je postavljena, kako razmišljate naprej? Ja, nič, delati naprej, se pravim, ta komad sem nekje jaz prišel z nekimi idejami, ampak veliko več komadov je, kot ima recimo Jaka, ideje, rife in tako naprej in potem nekako prideva skupaj neko besedilo sestava in delava dalje, jaz se pač malo bolj pomiksam pa sproduciram te komade, ampak to je to, tega sem naredila, dala ven, zdaj pa naprej, no, tako da čim hitrej, čim več. Pa mogoče kaj še malo bolj veselega, da namo sam tako melanholični, no, ker očitno live življenje je v resnici malo bolj veselo, no, tako da. Bomo pa sedaj zaslišali tudi vajino pesem, zato Igor, ujemi nas. Moji ste, ujel sem vas in ujemte valove lepe glasbe še naprej.